Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni predsednik društva GEOS, gospod Lovro Lah, cenjeni vodja projekta GEOS, gospod Jože Drnovšek, cenjena zastopnica in varuhinja poslanstva GEOS, gospa Alenka Kolenc, spoštovana kolega, župan in državni svetnik Franci Rokavec, podpredsednik državnega sveta in župan gospod Matjaž Fagan, spoštovani ostali gostje, vsi vi, ki ste se danes zbrali tukaj v srcu Slovenije in ki nosite Slovenijo v svojem srcu. Biti na tem Sloveniji tako svetem kraju, v njenem osrčju, obdan s toplino in iskrenim ter prizadevnim domoljubjem tukaj zbranih, je velika čast in tudi odgovornost. Torej, v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim kot predsednik državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta na tem jubilejnem praznovanju. Pa tudi v velik ponos in odgovornost, saj sta jubileja 40-letnica društva GEOS in 30. obletnica Republike Slovenije med seboj prepleteni v dolgo in čvrsto kito neponovljivih zgodovinskih okoliščin, ki se je zarasla v temeljne vrednote slovenske državnosti in samobitnosti. Vedno sem vesel, ko me povabite na vače, na prireditve, dogodke, ki dajo naši osrednji in najbolj osrediščeni geostrateški točki dušo in trajen pomen. V Sloveniji deluje na tisoče društev in njihovih zvez, pa vendar nobena ni takšna, kot je vaša. Društvo GEOS je društvo posebnega pomena in izjemnih ljudi. Ljudi, ki ste bili vsaj desetletje pred zgodovino. Društvo mnogih imen je v svojem poslanstvu ostalo isto, kot pred 40 leti. Zavezano večstoletnim prizadevanjem za obstoj slovenske države v trmasti želji, da korenine slovenstva, ki segajo globoko v plasti zgodovine, požanejo čvrsto, stabilno in zdravo drevo slovenstva, ki bo kljub pestri razvejanosti sposobno kljubovati viharjem prihodnosti. Vse od leta 1981 ste gradili svojo zgodbo na Sloveniji in njenih državljanih, krepili duh povezovalnosti z vedrino in sproščenostjo, s tem pa dokazali, da ste odličen varuh vseh simboličnih vsebin središčne točke Slovenije. Ohranjate dolgoživost nacionalnih simbolov, ohranjate kulturno in naravno dediščino, a kar je najpomembnejše, ohranjate vitalno srčno energijo naše mlade in prelepe države Slovenije, ki letos praznuje svoj 30. rojstni dan. Vsi obiskovalci, ki obiščemo oziroma obiskujemo ta kraj, se zavedamo, da ima skoraj pravljično moč, kjer se plemenite sile sprejemanja, sočutja in ljubezni, kot jim pravite v društvu, zoperstavijo temnim silam, ki rojijo po svetu, povzročajo strah, nestrpnost, jezo in nasilje med narodi, državami in med ljudmi. Ne samo Slovenci, tudi narodi Evrope in narodi vsega sveta so tukaj povezani v skupnih koreninah kot eno, a raznoliko bistvo. In če je državni svet drugi dom parlamenta ter prvi dom civilne družbe, potem je GEOS plemenita platforma, ki krepi podobne družbene vezi že 40 na svoji regionalni ravni. In zato svoje nesebično delovanje si zaslužite velik poklon. Pravijo, da slovenska zastava ne vihra tako ponosno in zanosno nikjer drugje kot tukaj. Tudi sam se tega zavedam iz preteklih izkušenj, ko ji niti nevihte in močan veter niso mogle do živega. In takšna je tudi naša letošnja slavenka, Republika Slovenija. Viharno obdobje slovenskega osamosvajanja je preneslo toliko dobrih stvari, da bi se morali Slovenke in Slovenci ter vsi prebivalci Slovenije vsa ta dolga leta počutiti kot bratje in sestre, ki spoštujemo medsebojne razlike in si priznavamo svoje enkratnosti ter mnogoštevilne talente. Pa vendar se zdi,
da je to že malo pozabljena zgodba, da smo v svojih zahtevah do države in sodržavljanov postali neiskreni, da smo oblasti željni in neprilagojeni in da se ne zavedamo cene miru in gospodarsko-socialne stabilnosti, ki smo jo dosegli povezani in enotni v naših prvih rostnih letih postavljanja državnih temeljev. Država ni podarjena vsakomur, tudi nam ni bila. Morali smo si jo izboriti, kot radi rečemo, z orožjem in s peresom. Mogoče je prav danes čas, da to močneje ozavestimo. Dejstvo je, da se Slovenci svoje identitete oklepamo trdneje kot katerikoli drug narod na svetu, saj smo brez državotvornosti, pod nenehnim jarmom tujih gospodarjev na naših tleh preživeli tisočletja. Smo narod pesnikov? Smo. Smo narod borcev in pravičnikov? Smo. Smo narod velikanov in orjakov? Smo. Smo ponosen narod, ki klati odličja skoraj nedosegljivih vrhov, pa naj gre za šport, kulturo ali znanost. Kdor se sramuje svojih korenin in jih banalizira, ta ne more svetu podariti nič dobrega ali presežnega. Grb, zastava, himna. To niso zgolj znaki, ki bi nas označevali kot skupnost. So simboli, ki nosijo globok pomen, daleč naprej v prihodnost, med generacije še nerojenih otrok, naših bodočih prvakov in šampionov, ki bodo nekega novega dne ponesli slavo in hvalo Slovenije na vse konce sveta. In tukaj, v srcu Slovenije, je njihov hram. Spoštovani, naključje je hotelo, da bomo svoj 30. jubilej praznovali v času čisto nove, drugačne in dolgotrajne krize. Krize, ki jo bojujemo vsi narodi sveta kot eno. V bitki za življenje dnevno izgubljamo svoje soborce. Novi koronavirus nam kaže zobe, nas klofuta in preizkuša v kategorijah človečnosti, strpnosti in solidarnosti. In vse kaže, da bodo mnogi podlegli njegovem rušilnemu vplivu, saj smo od vsega precej načeti, utrujeni, izčrpani, nezadovoljni. Kot narod smo razklani, kot država smo mačehovski, kot družba pa nezaupljivi in pretirano kritični drug do drugega. In to ni dobra popotnica za leto, ki naj bi bilo leto praznovanja in ponosa. Kot predsednik Državnega sveta in kot politik se zavedam, da je prav naša dolžnost, da kot pravi voditelji skupaj poiščemo poti in rešitve, da se iz te trdovratne korona krize uspnemo kot zmagovalci. Če tudi smo politični nasprotniki, nismo sovražniki, saj nam je vsem skupna skrb za ljudi, za naše okolje in ugled domovine. In edino to res nekaj šteje. Če kdaj, potem je prav danes čas za spravo. Na pristen stisk roke. Na pristen stisk roke bomo morda morali še malo počakati, kar pa ne pomeni, da se v svojih ravnanjih in besedah tega spoštovanja in dostojanstva drug do drugega ne da pokazati. Čas je, da se politiki tega naučimo od ljudi, od njihove srčne in nesebične energije, ki smo jo vselej deležni v trenutkih nesreč in žalosti. In takrat se zavemo, da je ne glede na črne oblake lepo živeti v Sloveniji, med prijaznimi, odprtimi in gostoljubnimi ljudmi. Kot je zapisala osnovnošolka Ema iz Kidričevega. Naša domovina je preživela že veliko lepih in slabih trenutkov, ki so pustili posledice. Eni lepe in vesele, drugi slabe in boleče. Ampak zdaj se trudimo, da bi zbrisali vse slabo in ti povrnili, draga Slovenija, vso tvojo lepoto, ki si jo morda izgubila. Spoštovani in spoštovani, imejmo radi svojo državo Slovenijo. Bodimo ponosni na svoje korenine, ter se veselimo skupnih novih zmag, ki prihajajo morda že jutri.
Hvala za vašo pozornost. Hvala za slavnostne besede, gospod predsednik Državnega sveta. Bi vas pa prosil še za podpis v knjigo predsednikov, namreč slavnostna knjiga, v katero se podpišejo predsedniki naše republike. Moram reči, da to počnem s tresočo roko, upam, da mi ne boste